bo predstavitve, v drugem delu bo razprava, kjer bo beseda vaša, in v tretjem delu bo potekala v avli pred dvorano. Takrat vam bojo novinarjem na voljo govorniki. Ne želimo namreč, da bi se to posvetovanje spremenilo v novinarsko konferenco, čeprav se po drugi strani seveda zavedamo pomena, ki ga imajo mediji za oblikovanje javnega mnenja, in ste novinarji, če dovolite, da tako rečem, še posebej dobrodošli danes. No, mnenja in predloge bomo iz današnje razprave bomo strnili v poročilu, ki bo zgoščen povzetek vsega, kar bo rečeno danes. Ne poimensko, ne dobesedno, ampak prikazano bo bistvo izrečenega. Osnutek bo objavljen, osnutek tega poročila, seveda boste imeli možnost tudi, če bo kdo želel še kaj dodal, kaj pač predlagal, kakšno dopolnitev, potem bo pa poročilo, da tako rečem, uradno, čeprav ne gre za uradni dokument, seveda. No, ker vidite kamere, veste, ste že sami ugotovili, da se bo to snemalo, cel dogodek, in vidim tudi, da imate večinoma maske, tako da upoštevamo, kolikor se le da priporočila NIJZ v zvezi s korono. No, ne bo to dovolj za uvod. K besedi vabim že prvega govornika, da ne zapravljamo časa, in sicer je to magister Marko Starman, vodja urada za prostor in nepremičnine. Izvolite, prosim, gospod Starman. Uvodoma želeli izpostaviti, da prvi občinski prostorski načrt, ki ga je v Sloveniji sprejela katerakoli občina, predstavlja pravni dokument, ki je predvideval prehod iz enega sistema, tako pravnega kot družbenega, v nov pravni sistem samostojne države. Torej, gre za tako rekoč tranzicijski dokument, ki je potreben za to, da se pravice v zvezi s prostorom zavarujejo v novem pravnem redu. Zakon je že v začetku začetek tega tisočletja predvidel, da bodo ta prehod iz tega večplastnega, razdrobljenega prostorskega načrtovanja in planiranja v enovit in celovit prostorski planski izvedbeni akt občine izvedle v 5 letih. In tako bi celoten teritorij Slovenije imel enovit sistem prostorskih načrtov, in to je bila ambicija v začetku 2000. Na podlagi teh prvih prostorskih načrtov bi potem proces nadaljnjih spreminjanj prostorskih aktov tekel po novem zakonu, po novem sistemu. Ta namera zakonodajalca, kot je očitno, ni uspela v celoti, in danes imamo še nekaj občin, peščico sicer, okoli 30 občin od 212, ki še nima sprejetega prvega občinskega prostorskega načrta. Medtem je tudi občina Izola. Značilno za Izolo, kot tudi za občino Piran in deloma za občino Koper, je, da so bili stari prostorski akti mnogokrat spreminjani, da so bili dopolnjevani, da so bili zadržani v njihovem izvajanju in da se je prostorska ureditev redno, tudi nepopolno in nedosledno spreminja. In to na podlagi planskega dokumenta izpred 20 let. Od leta 2004 ni bilo nobenih planskih dokumentov več. Torej, v celotnem tem času smo delali na starih dokumentih in na starih podlagah. Rezultat podaljševanja teh starih planskih aktov in izvedbenih je njihovo spremljanje v praksi pripeljalo do velikih pravnih tveganj. Tako za potencialne večje investitorje, ki so sicer to pravno praznino oziroma pravno negotovost izkoristili tudi kdaj pa kdaj za odškodninske zahtevke, kakor tudi manjših lastnikov, ki pravna negotovost bremeni v smislu mnogih sporov s sosedi in upravnimi organi.
Torej, sprejem prvega občinskega prostorskega načrta Izole, kot smo si ga zastavili v občinski upravi pred 10, ampak intenzivneje pred 4 leti, je bil zato usmerjen v prvi vrsti v prenos oziroma posodobitev obstoječe prostorske ureditve na način, da se razumevanje pojmov poenoti, da se pogoji gradnje v vseh podobnih situacijah poenotijo, da se pri tem vse pripombe prizadetih lastnikov občanov vključijo, da bi se s tem, ne da bi se s tem posegalo v pravice drugih in v varovane javne interese. Zato smo od že navedenih 260 pripomb, od tega kar preko 120 pripomb vključili v akte. Mnoge pripombe nismo obravnavali, ker so obravnavali širitve na kmetijska zemljišča. Torej, ker je bil glavni cilj prvega OPN prav urediti razmerje, se je prav OPN načrtno izognil sprejemanju novih vsebinskih odločitev. Kaj to pomeni? To pomeni, da so se originalno načrtovane rešitve, recimo stanovanjske širitve v Jagodju, v celoti opustile. To pomeni, da se je predvidena širitev ohranila le predvidena širitev poslovne cone za drogo, ki pa je bila že stara odločitev, saj se je o tej širitvi govorilo že pred 30 leti. Kakor tudi edina širitev je pravzaprav lokacija za pokopališče, ki je pač nujno potrebna. Poleg tega in prav zato so se vse posege na kmetijska zemljišča, in to bi rad še enkrat poudaril, vsi posegi na kmetijska zemljišča v celoti nadomestili pretežni del z spreminjanjem stavbnih zemljišč v kmetijska oziroma z krčenjem zaraščenih kmetijskih zemljišč. Prav zato, ker je OPN njegov temeljni namen vzpostaviti novo pravno stanje, je za vsa območja ob morju predvidel sprejem novih podrobnih prostorskih načrtov. Torej vsa glavna vsebinska vprašanja konkretnih prostorskih ureditev v mestu oziroma v širokem priobalnem pasu bodo šele predmet posebnih postopkov, ki bodo pod istem postopku sprejeti, kot je ta OPN. Torej glavno načrtovanje, najpomembnejše odločitve so prepuščene za naslednjo fazo, za naslednje javne razprave in za občinski svet. V tej fazi občina še ni sprejemala teh odločitev, ker ni želela, da bi celotna prostorska varnost občine postala talec nestrinjanja na manjšem segmentu, na manjšem delu občinskega teritorija. Torej, popolnoma legitimno je, da se ljudje ne strinjamo tudi konceptualno o posamičnih prostorskih ureditvah in zato imamo instrumente sodelovanja javnosti, zato imamo vključevanje javnosti v odločitve, zato imamo med drugim tudi referendume. Toda najpomembnejši je prav občinski svet kot predstavniško telo, ki združuje interese občanov in artikulira njihove bojazni in njihove ambicije v svojih odločitvah. Prvi OPN zato prepušča glavne vsebinske odločitve naslednji fazi, glede splošne namenske rabe kot planske kategorije pa OPN pravzaprav povzema dosedanje že sprejete odločitve. Sicer, da ponovno poudarim, na območju Rude, Delamarisa, Ladjedelnice je določeno izključno turistično namenska raba. Območje Jadranke je šport in rekreacije, govorimo o obmorskem pasu. Izključno turistična namenska raba je tudi med Delfinom, San Simonom in Podbelvedere. Mesto se glede na namensko rabo nahaja v starem mestnem jedru, njegova širitev načrtovana preko Lomke in Arga. Širitev mesta v tej smeri izhaja iz naravnega razvoja mesta, Izole in dosedanjih ureditev. Na takšen način in s takšnim, kako se bo ta širitev zgodila, je pa stvar podrobnega načrtovanja in odločitve občinskega sveta. Da povem za ta najbolj izpostavljen primer, tako imenovane IPA 3, IPA 4 oziroma bivše Ribe in Arga, je bila odločitev že sprejeta. Že sprejeta in se načrtuje skladno že z izbrano urbanistično rešitvijo, ki predvideva gradnjo kulturnega centra ob morju, muzeja ribiške industrije, mestnega hotela,
ureditev parkovnih površin, široke promenade in jo bomo podrobno opisali tudi kasneje v predstavitvi. Dokončno obliko bo ta urbanistična rešitev pridobila v podrobnem prostorskem načrtu. Skratka, nesporazum in nerazumevanje različne vloge namenske rabe, ki odloča občinski prostorski načrt in njegova izvedba v konkretnih rešitvah podrobnega načrta je povod za špekulativno trditev, da se v morju načrtuje apartmajsko oziroma stanovanjsko naselje. Tako naselje tik ob morju ni dopustno niti po OPN-ju in še manj po sprejetju urbanistične rešitve. Če si držnem primerjavo, OPN predvideva tudi poslovno cono. In ker so v poslovnih conah dovoljeni tudi skladišča nevarnih odpadkov, bi lahko rekli isto, da v poslovni coni načrtujemo industrijo, kemijsko industrijo. Tega sicer ni nihče trdil, ampak lahko bi rekli, da je to tudi tako. Torej, potrebno je razumeti vlogo in pomen OPN-ja in to smo poskušali pojasniti. In sicer, zakaj? Postopek sprejemanja OPN-ja je bil odprt, dolgotrajen in z njim je bila javnost celovito seznanjena in vanj vključena. Gre za kompleksen dokument, to je treba znati in tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, bojo potrebovali nekaj časa, da se z njim seznanijo, ampak sedaj veljavni akti so pa še bolj nerazumljivi in je še bolj različno jih razumejo različni ljudje in so predmet različnih sporov. Na samem začetku smo tudi vsem pobudnikom pojasnili, da bo individualne pobude, širitve, pozidave, predvsem stanovanjske na kmetijska zemljišča, obravnavane v prvi spremembi OPN. Ta zaveza velja in občina ima pripravljene strokovne podlage za začetek postopka spremembe. In to ni nekaj neobičajnega. Praktično vse občine, vseh teh 190 pa toliko občin, je po sprejemu prvega OPN-ja šlo v spremembe. Takoj v spremembe, ker je preprosto nemogoče na ta glavna vprašanja v tej prvi fazi prevedba enega sistema v drug odgovoriti. In tako je tudi pri nas. Toliko uvodoma in zdaj bi se sprehodil, jaz upam, da nisem predolg, prehodil po konkretnih vprašanjih, ki so bila v teh dneh večkrat izpostavljena in interpretirana na različne načine. Poskušamo jih predstaviti na zelo plastičen način s podatki, da se ne pozabi in da se ne spregleda. Od 212 občin je 185 sprejelo OPN. Mnogo občin ga že večkrat spreminja. OPN ni tako, kot je bilo v prejšnjem sistemu dolgoročno planiranje, ko se je na 20 let ali 5-10 let sprejemalo plan. OPN je bolj dinamičen in bolj fleksibilen dokument. Javnost je bila seznanjena v dolgem obdobju večkrat na različne načine. In sicer v maju oziroma spomladi 19, kaj se je zgodilo? Spomladi 19, jeseni 19, konec leta 20. V vseh teh obravnavah so bile posebno predstavljene, poskušalo se je vsebinsko razložiti posamezne segmente, posameznim skupinam in opravili smo tudi spletno javno obravnavo v tem zadnjem času, v zadnjem letu. Tako da v nobenem primeru javnost ni bila prikrajšana na sodelovanje. Govorimo o 140 dneh javne obravnave. Kot že povedano, pomemben del pripomb je bil obravnavan in vključen v sam OPN. Ne morejo biti vse pripombe nikoli in 200 pripomb je nekaj procentov prebivalcev. Na drugo javno obravnavo ni bilo pripomb. OPN je bil pripravljen in še to, zakaj poleti, oziroma zakaj hitimo, ali pa zamujamo, kakor kdo. Konec lanskega leta je bil dokument v celoti pripravljen. 6 mesecev smo potrebovali za uskladitev predvsem ukrepov poplavne varnosti še s pristojnimi službami in so bile končno potrjene konec junija. Zato na podlagi te potrditve po že predhodno izvedenih vseh postopkih je bil potem
občinskemu svetu predložen v sprejem ta dokument. To procesno. Zdaj, danes je bilo sicer govora, da bo vlada podaljšala ta rok in da se drugo leto ne bo nič zgodilo in da bomo nadaljevali s starimi akti iz leta 85. Mogoče, ker ga je res, zakoni so se v teh letih podaljševali, ta prehodna določbe že 5-krat. In je pa res, da vlada tega sama ne more storiti. To lahko stori samo zakonodajalec in vprašanje je, ali smo pripravljeni prevzeti tveganje, da z novim letom ne bomo imeli več pravne podlage za katerokoli gradbeno dovoljenje. Zdaj, tudi če se zgodi, je zelo občutljiva ta stvar, ja, tudi če, samo za primerjavo, nov akt je v digitalni obliki, vsako, karkoli se bo nameravalo graditi, je točno videno iz elektronskih oblik. Primer, o katerem smo prej govorili, se jasno vidi, kaj je predvideno na območju IPA 3 in IPA 4. Res je, na območju IPA 3, torej bivše Ribe, je v prvem nadstropju poslovnih prostorov možnost tudi umeščanja nekaj stanovanj. To ni stanovanjsko naselje, to je nekaj stanovanj v... Kje je to? Kje se to vidi? Ne, tukaj. Tukaj. To je celo območje, to je Argo, to je bodoči kulturni center s prireditvenim prostorom in to so potencialno nekaj stanovanj na celotnem tem območju, kjer je predviden hotel, muzej, mladinski center. To je sedaj sprejeta ureditev, ki se sprejema z podrobnim prostorskim načrtom, ki je v teku. Torej, OPN to predpisuje zares, ker je to tisto, kar se danes načrtuje. Ni samo to, recimo hotel Delfin se namerava širiti oziroma graditi nov hotel, obstoječa ureditev tega ne omogoča. To je stari, sedaj veljavni ZNMI. Isto velja za splošno bolnišnico Izola. OPN izrecno določa možnost širitve splošne bolnišnice Izola z novimi prizidki in novimi elementi. Na podlagi OPN-ja lahko dobi gradbeno dovoljenje. Sedanja ureditev iz leta 1973 je tak. Krajevna skupnost Jagodje Dobrava je prav tako z OPN-jem omogočena ureditev tudi poslovov, upravnih in turističnih prostorov. Sedanja ureditev je tak. Pol 6 mesecev, celo več, celo leto smo se ukvarjali s protipoplavnimi ukrepi. Protipoplavni ukrepi so tako imenovani suhi zadrževalniki, ki niso gradbeni objekti, ampak so zemeljsko urejeni območja, kmetijska zemljišča se ohranjajo in na tem delu se samo ustvari možnost zadrževanja vod za določeno obdobje. Širitev poslovne cone za drogo 7 hektarov, ki je v celoti nadomeščena z izrecno opredeljenimi območji v izmeri 10 hektarov, za katero garantira občina. Poslovna cona ni samo za poslovne namene, je možno jo nameniti tudi za novo policijsko postajo izolsko, kakor tudi za garažno hišo za turiste, da se sproščajo parkirna mesta v mestu. Manjše širitve na kmetijska zemljišča, vse širitve, kot vidite, gre za nekaj delov, nekaj hiš na obrobju obstoječih naselij, ki so v celoti nadomeščeni, isto v Kortah še manj, ki so v celoti nadomeščeni z nadomestnimi zemljišči. Med razvojnimi pobudami, ki je bilo samo 5 sprejetih, sta tudi hiša Refoška in kmetija s terapevtskim centrom. To so zemljišča pri bolnici, ki postanejo kmetijska zemljišča. Danes so stavbna in z OPN-jem postanejo kmetijska zemljišča v izmeri 8,8 hektara.
Še zaključim s tem, kar je bilo tudi govora, glede kmetovanja. Dosedanji PUP za podeželje je res bil nekoliko nejasen pri dopustnih pomožnih objektih za kmetijske namene. Sedaj OPN v celoti je usklajen z državno uredbo, ki dopušča vse velikosti objektov, ki jih za kmetijske namene zakon kmetijski dopušča. V našem amfiteatru oziroma v našem zavarovanem območju je sicer urejeno na poseben način, ki so obseg teh manjših kažet kljub vsemu usklajen z Zavodom za kulturo in omogoča gradnjo 25 do 40 kvadratnih metrov velike tega. Da zaključim, ker sem bil predolg. OPN je bil na voljo javnosti seznanitev kar 140 dni, ne krči površin kmetijskih zemljišč na področju občine, ista količina kmetijskih zemljišč ostaja pred in po OPN-ju, če bi ne bo to padlo. OPN ne dovoljuje gradnje apartmajskih naselij v priobalnem pasu, omogoča gospodarski razvoj, omogoča nov kulturni center, brez OPN-ja v morju prizidka splošne bolnišnice, umestitev garažne hiše, nove izolske policijske postaje in novega hotela Delfina. Še na podlagi tega OPN-ja bomo lahko tudi že načrtovane in že potencialno financirane zadrževalnike umestili v prostor. Najlepša hvala.